Danes sem v večeru tudi zasledil, da preden bo župan Kangler pojasnil na novinarski konferenci komentar gospoda Vinka Mangla in tudi naslov seveda, da nekatere indici kažejo na korupcijo, da bom se spuščal v politiko, uredniško, najmanjše kaj druga, smem pa to na ta način tudi komentirati. Če je bila taka nuja pred županovo konferenco to objaviti in preden bi lahko župan tudi na nek način dal odgovor, to, kar Vinko Mangl trdi, lahko bi me vprašali. Lahko bi mojo izjavo objavili. Lahko bi me vprašali, gospod župan, se strinjate vi z navedbami Vinka Mangla, da gre za korupcijo z njegovim citatom? Zakaj mi ni bila dana ta možnost? Javno pozivam gospoda Vinka Mangla, da odstopi kot predsednik nadzornega sveta sklada stavbnih zemljišč. On je tisti, ki nadzira gospoda Grmeka. Zakaj tega ne pove? On je tisti, ki bdi nad njim, kaj gospod Grmek počne, kaj gospod Grmek pripravlja za mestni svet. On je tisti, ki bi mogel vsako korupcijo preprečiti. Ne pa da s prstom kaže na župana. Vse župan ne trguje z zemljišči v tem mestu, ampak naše podjetje. In oseba, ki je najbolj odgovorna v tem mestu, predsednik nadzornega sveta sklada stavbnih zemljišč, kaže na prstom na upravo, na občino, da vse več indicij kaže na korupcijo. Ne prepreči to korupcijo. Ne povzame vse ukrepe kot predsednik nadzornega sveta. Se pa drugo vprašanje pojavlja, zakaj nisem smel dati izjave? Zakaj nisem smel komentirati tega, da bi še ob tem članku, ko piše vrsta indicev, kaže na korupcijo, moja izjava bila prisotna, takšna, da sem zdaj dal? Ne, ker nekdo ne more pregoleti tega v tem mestu. Kdo bo čez 2 leti župan, se sploh ne premenuje? Verjetno nekdo drug. Verjetno nekdo drug. Vam iskreno povem. In to je neresno in neodgovorno do problemov. Imeli smo sejo mestnega sveta. Niti en svetnik ni bil proti. Prišla je državna podsekretarka v Maribor. Dala jasno povedati, zakaj se nam mudi, da gre za projekt, s katerim želimo prijaviti koncept, da počrpamo 30-40 milijonov evrov. Ker smo uspešni v vseh stvareh, kar smo se lotili. To je dobro, če čitam samo večer, ne? Pa škoda včasih. Ni. Kar se tiče uredniške politike, upam, da jo lahko vodim kot, mislim, da je prav. O tem lahko po seji, oziroma po tiskovni še kakšno reče, pa ni to mesto, jaz ste se že, ni to tu prostor, da bi o tem razpravljali. V tej zgodbi celi je ogromno zavajanje, v bistvu. Zanima me, zakaj na izredni seji mestne občine niste svetnikov predstavili vseh dejstev, ko ste se pogovarjali o to planje. Kjeri dejstev pa? Kdo je lastnik, so svetniki izvedli? Kdo je večinski lastnik zemljišča tam? Na seji so mestni svetniki izvedli in župan, jaz osebno, in lahko greste poslušati, sem jim to povedal. Osebno sem to spregovoril. Prosim lepo, če si vzamete čas in poslušate trak. Lahko vam zagotovimo magnetogram, ker dejansko je župan, ko se je postavilo vprašanje, kdo je zasebni lastnik, povedal, kdo sta ti dve pravni osebi, da so to MIG Celje in pa MTB, in to je bilo potem tudi iz magnetograma razvidno. Dobite posnetek in se vas lahko prepričal. Prosim, da se priliši. Vprašanje pa je postavil svetnik Horvat. Horvat. Točno. 3 vprašanja mi je postavil. No, to ste povedali, ja, da sta lastnik MTB in MIG, kakšnem obsegu, pa ne? To pa izgleda, nisem vedel. Vse je bilo prav po parcelah navedeno. Jaz bi vseeno še dopolnilno vprašanje po teh zemljiščih postavila možnost izkoristka predkupne pravice. Zdaj, če sem vas prav razumela, ste rekli, da pač občini niti ni bilo v interesu, da bi takrat to za drag denar kupovala. Ne, ni res. A ne? Ne, da občini nihče ni vprašal po
predkupni pravici strani Mika in MTB-ja. Zato, ker so prej pridobili lokacijsko informacijo, preden smo mi z odlokom si zagotovili to predkupno pravico. In ta lokacijska informacija jim daje možnost 6 mesecev, da smejo opraviti nakup in prodajo premičnine ali nepremičnine. Če bi pa nam bilo to ponujeno, bi pa izkoristili predkupno pravico. No, ampak gotovo ste se občina že dogovarjala, na kakšen način bo šla v odkup, ali rekli ste, da mora o tem mestni svetniki odločiti, nakup ali nadomestno zemljišče? Osebno sam sem se začel pogovarjati z gospodom Grmekom kot direktorjem in MTB-om po sprejetju sklepa mestne občine o lokaciji. Je pa prišla do mene strani podžupana informacija pred sejo, ko sem šel na mestno četrt, da obstaja možnost, da lahko to kupimo, oziroma da bi se lahko dogovorili o nakupu oziroma o namenjanju. In o tem bodo zdaj na prihodnji seji? Mestni svetniki odločali. Cenitve so pripravljene, ker nimamo časa, še enkrat povem, nimamo časa, terminski plan je zaradi črpanja teh kohezijskih sredstev narejen. In moramo čim prej pridobiti zemljišča, se opredeliti na novemberski seji za tehnologijo, o konceptu tehnologije toplarne in nadaljevati delo, če želimo prijaviti projekt in počrpati sredstva. Je pa podžupan Bornač za Dnevnik, mislim, da izjavil, da se potekali pogovori z MTB-om že od aprila dalje o odkupu ali zamenjavi. Glejte, ne morem komentirati izjave podžupana. Je v nasprotju z vašimi današnjimi izjavami? Ni v nasprotju z mojo izjavo. Do mene je to prišlo takrat. Kaj se pa gospod podžupan z njimi pogovarja, pa ne vem. On je vodil koncept in ga je dobro vodil in ga podpiram in sem zelo vesel, da smo do te točke prišli.